Razgledi in razmisleki. Letos mineva 100 let od smrti Josipa Pangerca, nadžupana Doline, politika, podjetnika, glasbenika in narodnega buditelja. Kljub vsemu še vedno spada med dokaj neznane osebnosti v slovenskem prostoru. Morda se bo to vsaj nekoliko spremenilo, ko bo odprt sodobno zasnovan muzej v njegovi domači hiši prav tam, v Dolini, občini med Krasom in Istrom, ki jo najdemo 10 km severovzhodno od Trsta. Vse do maja smo si v Narodnem muzeju Slovenije lahko ogledali tudi razstavo o njem s pomenljivim naslovom Pišem vam iz Doline pri Trstu. Konec oktobra pa so pripravili še posvet na sedežu Slovenske matice. Ta si prizadeva, da bi celostno predstavljala ljudi, ki so zaznamovali zahodni rob naše dežele. Tam je že davno obstajala pomembna intelektualna in kulturna sredina. Josip Pangerc je znal prepletati gospodarsko in kulturno dejavnost, skupnost je razumel kot uigrano celoto in deloval kot neke vrste renesančni človek. Bil je deželnozborski poslanec, odbornik istrske mejne grofije, organist in zborovodja, a najbolj je kot dolgoletni nadžupan zaznamoval svojo domačo dolino. Pod njegovo taktirko so se gradile cestne povezave in električna napeljava. Spodbujal je vinarstvo, se zavzemal za enakopravnost žensk. Posebej pomemben pa je njegov prispevek k izobraževanju v gradnji šol. Na posvetu ob 100. obletnici njegove smrti je zgodovinar, rusist in teolog dr. Simon Malmenval to umestil v širši kontekst. Vsekakor je tu treba omeniti njegov prispevek na področju gradnje in vzdrževanja osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom. Kot župan si je zato tako moralno kot materialno prizadeval, zato da bi ozemlje svoje občine v jezikovnem in narodnostnem smislu naslonil na takrat že zelo močno slovensko narodno gibanje, oziroma da bi to območje, ki je bilo predmet sporov med slovenskim in italijanskim narodnim gibanjem, priključil na neki način dolgoročno na slovensko stran. To v tistem obdobju in v tistem okolju nikakor ni bilo samoumevno. Ravno zaradi tega, ker je lokalna oblast, se pravi uradna struktura, podpirala slovensko šolstvo, ni bilo na tem območju, na območju občine Dolina, potrebnega tolikšnega truda pri vzpostavljanju šol pod okriljem neke druge organizacije, to je zasebne šolske organizacije, ki se je imenovala Družba svetega Cirila in Metoda. Ta organizacija je bila seveda aktivna na celotnem slovenskem jezikovnem ozemlju, sploh pa na območju Trsta, Gorice z okolico, Južne Koroške in podobno. In drugod, kjer lokalne oblasti temu niso bile tako naklonjene, sploh v mestih, kot sta bila Trst in Gorica, ki sta imela večino časa italijansko nacionalno večino v oblastnih organih, je vzpostavljanje slovenskega šolstva in razvoj slovenskega jezika pod okriljem zasebne družbe bilo toliko pomembnejše, toliko bolj produktivno. Tam kot v Dolini, kjer so bile pa izjemne okoliščine v smislu uradne podpore, pa je ta družba nekako delovala kot dopolnitev, ne pa kot nuja za ohranitev ali razvoj slovenskega jezika, seveda zornega kota takratnega narodnega gibanja. Namreč mlado prebivalstvo je bilo v tistem času v rokah teh ali onih političnih struj, teh ali onih organizacij in seveda nagovarjati mladino v eno ali v drugo strujo je bilo izjemno pomembno z vidika, kako se bo prihodnost razvijala. In seveda narodno vprašanje ali narodna zavest na prehodu iz 19. v 20. stoletja je eminentno prvovrstno družbeno vprašanje tiste dobe. Pri Josipu Pangercu izstopata njegova prodornost in pogum. Zgodil se mu je denimo rop na vlaku leta 1913, ko so mu kot nadžupanu ukradli občinski denar. Izginulo vsoto je potem sam poravnal. Zaupanja ljudi ni izgubil, čeprav je bil morda prav to namen ropa.
1921 je sledil poskus atentata, ko so ga črnosrajčniki želeli umoriti z bombo, a se je dovolj hitro skril. Leto pozneje je glasno nasprotoval ukinitvi slovenskega jezika na tržaškem sodišču in s tem postal odkriti nasprotnik italijanskega režima. 1925 se je njegovega pogreba, ob smrti je bil star le 57 let, udeležilo več tisoč ljudi. Slovesnost je bila v slovenskem jeziku in na državne stroške. Za tiste čase, v tistih političnih razmerah v Istri in na Tržaškem, je bila to izjema, ki je kazala na njegovo veličino. Velika pa je tudi njegova zapuščina. V Narodnem muzeju Slovenije so jo predstavili na razstavi, ki je bila na ogled do maja. Dobila pa bo še svoj virtualni prostor, pove Maja Bahar. Razstava se bo dala videti 360-stopinsko prihodnje leto na naši spletni strani in pa tudi verjetno na spletni strani Srednjeevropskega inštituta Josip Pangerc. Sicer pa je razstava res bila nek sprehod skozi življenje Josipa Pangerca. Se pravi tudi to skozi njegovo ustvarjalno, glasbeno življenje. Imeli smo več ambientov, bila je glasbena soba, bila je njegova delovna soba, kjer si je pravzaprav dopisoval z oblastniki in cerkvenimi dostojanstveniki, s matično deželo in seveda tudi z Italijo. Potem imamo tudi to temačno obdobje, ki ste ga omenili, se pravi rop na Porečanki in pa seveda tudi vzpon fašizma. Pravzaprav preidemo z teh neke svetle glasbene sobe, njegove hiše, se pravi spalnica, kopalnica. Občutek si imel, da si res vstopil v Pangerčevo hišo, jaz bom rekla pred 150 leti, oziroma 157 skoraj, in potem te pelje po hodniku. Atrij smo morali tako koncipirati, da dejansko so bile ločene, da je bil tudi ta prehod v njegovo to bolj temno fazo, ko je bil pač to njegovo nesrečno obdobje, da je bilo bolj temačno, tudi požig Narodnega doma v Trstu, bila je zelo temačna soba in tudi to njegov pogreb, se pravi krsta, se pravi njegovo slovo, zadnje slovo, in potem čisto na koncu, da se je seveda obiskovalec nekoliko vdahnil od teh težkih trenutkov, ki jih je preživljal Josip Pangerc v zadnjih letih svojega življenja, stopimo v sobo spominov, kjer so fotografije, njegove družine, pisma iz njegovega otroštva, ko je bil v vojski. Skratka, na nek način oživimo ta spomin in tako kot smo rekli in je bilo večkrat danes na simpoziju rečeno, spomin ostaja in ostaja lep spomin, kljub temu, da je bilo pač neko obdobje težko. In seveda, če ne bi bilo družine Manin, jaz mislim, da tega spomina ne bi bilo. Marko Manin mi je omenil, da je kot 10-letni fantek hodil po tej Pangerčevi hiši in da ga je to tako prevzelo, da je rekel, jaz bom to hišo spremenil v muzej. In dejansko to počne. Saj ste videli, tudi v samem filmu. Ta film nas je ponesel nazaj, ponesel nas je in hkrati pravzaprav je bil res most, kot tudi on omenja, med preteklostjo in prihodnostjo. Njegov mislim, da celo je bilo 3-krat pravnuk, je dejansko oživel njegovo dediščino in njegovo ime ne bo pozabljeno. Ostal bo spomin in to močan spomin v slovenskem prostoru. Marko Manin ne skrbi le za družinsko zbirko, ampak tudi za arhiv pražupnije svetega Urha v Dolini in je kurator več razstav na Tržaškem, so zapisali v obrazložitvi Valvazorjevega priznanja maja letos. Zapuščino Josipa Pangerca, svojega prapradeda, pa je zaščitil in jo ohranja kot izjemen del slovenske kulturne dediščine, s čimer promovira slovensko kulturo v Italiji. Poseben projekt je prav Pangerčeva hiša, ki bo postala eden prvih multimedijskih muzejev v Tržaški pokrajini. Ravno sedaj potekajo obnovitvena dela, konservatorski in restauratorski posegi, ki so zelo pomembni, kajti hiša skoraj stoletje ni bila temeljito obnovljena. Med obnovo smo odkrili tudi razne freske, razne poslikave iz različnih obdobij, ki se sedaj tudi obnavljajo. V Pangerčevi dvorani je tudi čudovita freska, ki bo tudi deležna obnove. Največ pa nas je seveda prevzelo, ko smo odkrili to, kar so nam zgodovinarji srednjeveške zgodovine z Tržaške univerze
posredovali na dokumente, da smo res to dobili potem v sami strukturi. In sicer temelje tega srednjeveškega škofovskega stolpa, katera struktura bi lahko zdržala poslopje do 40 metrov višine. To je bila taka struktura, ki je bila reprezentančna tudi, kaj je moralo dajati ljudem občutek pomembnosti škofovstva v tistem obdobju. Škof je bil fevdalni gospod doline, pač najvišja politična in cerkvena osebnost tistega kraja. Dolinska prafara je imela izredno pomembno vlogo, kajti ne samo, da je bila obsežna, je bila najbližja mestu Trst in je merila celo z morjem. Kajti soline v Žabelskem zalivu so bile tudi last tržaških škofov, kasneje rodbine Pangerc. In zanimivo tudi to, da ko so škofje prihajali iz Trsta v recimo to drugo rezidenco v dolino, so že oddaleč začeli zvoniti z zvonovi, oziroma po posebnih praznikih še streljati se topovi v pozdrav škofu. In to je šla kar cela delegacija. Škof je običajno prihajal na konju, potem so se tam zvrstili razni obredi, ko je prihajal škof v dolino, ampak to je bilo prav nekaj zelo, zelo pogostega. In zanimivo tudi to, vedno ohranjeno v urbarjih škofovstva, določene družine iz doline so imele prav zapisano, da so imele to pač dolžnost, da so morali v prihodu škofa ga spremljati z orožjem oziroma s konji. Se pravi, zelo stare fevdalne navade, ki so se potem še v raznih obdobjih še vedno ponavljale in postale kot običaj. In še Pangerčevo knjižnico izpostavimo, ki je primer res bogate zbirke, kot je na posvetu pojasnila doktorica Ignacija Fridel-Jarc. Razni moralno-etični spisi, pa naravoslovni in matematični. Že Josipov oče Jožef je zbiral številna slovenska dela, kar je pomembno omeniti ob dejstvu, da je v tistem času prevladoval nemški jezik. Knjižna zapuščina Josipa Pangerca je izredno dragocena. Pričuje o tem, kako so se vzpostavljale zasebne knjižnice na Slovenskem od tedaj, ko se je nekako začela razvijati bralna in pisna kultura, torej vse konec 18. in celotno 19. stoletje. To je knjižnica, ki obsega vse okrog 2000 knjižnih enot, čeprav še ni postavljena, povsem evidentirana in to delo bibliotekarje zagotovo še čaka. Vendarle pa je iz obstoječega gradiva, ki je na razpolago, razvidno, kako so sistematično že predniki Josipa Pangerca zbirali knjižno gradivo in kako neverjetno široko razgledani so bili ljudje, ki so pravzaprav delovali, bi rekla, nekako na robu takratnega slovenstva, ne nazadnje tudi na robu nekako slovenskega geografskega prostora, ki so bili podjetniki in torej ne primarno intelektualci, ki bi bila to njihova profesionalna kariera. Da so nekako vzporedno kupovali knjige tudi potem v drugi polovici 19. stoletja, ko je Josip Pangerc že postajal samostojen, pričujejo ex librisi v knjigah. Tako njegov oče Jakob Jožef kot tudi Josip sta imela vsak svoj ex libris in jasno označila, čigavo je pravzaprav lastništvo katere od knjig. Tako sta vzporedno včasih, torej v istem obdobju, nabavljala različne zgodovinske knjige. Lahko pa ugotavljamo, katere stroke so tako rekoč oba najbolj zanimale. Med temi spisi, ki so označeni z ex librisom Jožefa Pangerca, je še zelo veliko teoloških, religioznih besedil, recimo legende o svetnikih, pa tudi papeževe regule in podobno, ali pa kakšne svetopisemske povestice. Prav tako že najdemo tudi nekatera naravoslovna dela,
recimo o rastlinah v takratnem avstrijskem cesarstvu ali pa delo z področja geometrije, ki je izredno obsežno. Ta so še napisana v gotici, kasnejše knjige z nemškega področja, ki so bile v Jožefovi lasti, pa so številne knjige tako o avstrijskem cesarstvu in o zgodovini, kot tudi o srednjeveški, tudi grški in rimski zgodovini. Kar morda sploh preseneča pri obeh lastnikih knjižnice, tako pri Jožefu kot njegovem sinu Josipu, je, kako zelo sta bila navdušena nad antično tematiko. Nenazadnje imajo v knjižnici ohranjene čudovite izdaje mitoloških junakov z bakrorezi in podobnim. Prav tako pa tudi v več zvezkih izdajane knjige z področja grške kot tudi rimske zgodovine. Kar nekaj del v njuni knjižnici se ukvarja z zgodovino Evrope, zlasti z revolucionarnim gibanjem v Franciji. Med jeziki gotovo preseneča, da je večina knjig seveda v nemščini. Vemo, da vse do ustanovitve Slovenske matice tako rekoč niso imeli učbenikov v slovenskem jeziku in je bil torej učni jezik vseh generacij nemški. Potem sledijo od samega začetka sistematičnega izdajanja slovenskih knjig že tudi slovenska dela, torej nekje od polovice 19. stoletja dalje. Zelo, zelo malo je italijanskih knjig v celotni knjižnici, kar seveda govori deloma o tem, da je bil to takrat izrazito nemško govoreči prostor, Trst in njegova okolica. Po drugi strani pa seveda tudi o neki odporu do italijanskega jezika, morda tudi zaradi poudarjene italijanizacije in potem seveda tudi vzpenjajočega se fašizma na začetku 20. stoletja. Zanimivo je, da so božansko komedijo raje kupili v hrvaškem jeziku kot v izvornem italijanskem. Sicer pa o tem, kako zelo se je že Josipov oče zavedal pomena podpore takratnim slovenskim založbam, Društvu svetega Mohorja in Slovenski matici, pričajo sistematično zbrani matičini koledarji in prve knjige. Da smo dobili založbe, ki so izdajale besedila v slovenskem jeziku, je bilo nadvse pomembno, poudari doktorica Ignacija Fridelj-Jarc. To je nenazadnje zelo pomembno tudi zato, da so Slovenci ne samo brali mohorjanke in leposlovna dela v slovenskem jeziku, ampak da se je slovenski jezik uveljavil tudi v strokovni komunikaciji. Zato morda ta pomen res vseh stranskih plasti jezika najbolj čudovito opiše ravno ta znameniti stavek Josipa Pangerca, ko je vedno zapisal: pišem vam iz doline pri Trstu. Skratka, ta zavest o slovenskem jeziku, njegovem pomenu, njegovi izjemni vlogi, ki je bila živa v Pangerčevi rodbini, hkrati pa seveda zavest o pomenu knjige, da ko knjige v slovenščini še niso bile tako zelo dostopne, so vendarle v pravem razsvetljenskem duhu kakšnega Zoisa začeli ustvarjati knjižnično gradivo, ga zbirati, ga kupovati, sistematično ohranjati in takih knjižnih zbirk po slovenskem je, upam, morda na podstrešjih ohranjenih še kar nekaj. In je morda to priložnost, da pozovemo vse tiste, ki se ne zavedajo, kako dragocena in bogata je ta dediščina, da podobno kot dediči Josipa Pangerca vzpostavijo take knjižne enote na police in vzpostavijo svoje zasebne knjižnice. Doktorica Ignacija Fridelj-Jarc, na Slovenski matici si prizadevate, da bi promovirali Slovence na zahodnem robu države, za katere marsikdo ne ve, pa so pomembno zaznamovali naš prostor. Slovenska matica je bila ob svojem nastanku
Spostavljena nekako z namenom ravno, da utrdi slovenski jezik tudi na tistih področjih, kjer ga tako rekoč nismo imeli razvitega, torej na področju znanosti, strokovnosti in hkrati, da je povezala vse intelektualce in krepila slovensko znanost, kulturo, besedo in jezik. In to ne glede na kakršnikoli geografski meje ali geografske koordinate, kjer Slovenci živijo. Zato je bil to tudi pravi prostor, kjer se je razvila ta znamenita sintagma o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, ki jo je predlagal nekdanji predsednik akademik profesor dr. Bogo Grafenauer. Kaj ta sintagma pravzaprav pomeni? Da je treba slovensko knjigo in slovenski jezik razumeti in raziskovati in širiti in proučevati povsod tam, kjer se govori slovensko. Ne glede na meje te države in ne glede na vzhod ali zahod. Tako Slovenska matica integrira v svoj program tako knjižni, založniški kot prireditveni Slovence, ki živijo v zamejstvu, na Hrvaškem, v Avstriji, na Madžarskem in v Italiji, kot tudi Slovence po svetu. Josip Pangerc je svojo življenjsko energijo, pa tudi svoje finance daroval za to, da bi krepil slovenski jezik, knjigo, skupnost. Nenazadnje pa tudi slovensko ekonomijo, v dolini pri Trstu in širše. Ampak vprašajmo se, koliko ljudi danes sploh ve zanj. Mladi morajo vedeti, še doda doktorica Ignacija Fridl-Jarc, kako težko je bilo priti do slovenske države, kako težko se je uveljavil naš jezik v slovenskih šolah in kako težko smo na primer prišli do prve slovenske znanstvene knjige. Razgledi in razmisleki.